Pozdravljeni, dobrodošli v podcastu Oscarizmi, kjer se ukvarjamo s potovanji in njihovim potenciali. Današnji Oscarizem, današnji podcast sem poimenoval Potovanja kot priložnost za življenje. Danes ne bomo govorili o kilometrih, ne bomo govorili o znamenitostih ali popotniških dosežkih. Danes bomo govorili o poti sami, o poti, ki nas vodi skozi svet v nas same. In pa o poteh, ki človeka premaknejo, ki mu razširijo obzorja in mu počasi razprejo srce. In z menoj je danes človek, ki to zelo dobro pozna. Tomo Križnar, popotnik, raziskovalec resnic, človek, ki že celo življenje išče tisto, kar je v svetu najbolj pristno, živo in resnično. Na njegovih potovanjih ni šel ogledovati svet, ampak je šel raziskovati življenje in v njem samega sebe. Od štopanja okoli sveta v 20, ko si bil star 20, do Nubijskih gora v Sudanu. Od Afrike z motorjem do Južne Amerike s mopedom. Tomo ni potoval zato, da bi svet videl, ampak zato, da bi ga razumel. Iz teh poti so nastale njegove knjige, ki niso zgolj opisi potovanja, ampak so pričevanja o tem, kdo smo, kdo je svet in kako ga lahko razlagamo. Njegove knjige so Šambala z biciklom v Tibet, Mala z biciklom med Indijanci, Nuba, čisti ljudje in pa Nafta in voda. Poleg tega se zadnja leta ukvarja intenzivno z dokumentarnimi filmi, ki so nas pretresli in nas prebujajo. Darfur, Vojna za vodo, Oči in ušesa Boga in pa Trohljenje. A za vsem tem stoji popotnik in človek, ki je celo življenje iskal stik z vsem, kar je bilo okoli njega. Stik z drugačnostjo, s pristnostjo in s tistim delom sveta, kjer je človek še človek. Kamor so drugi potovali, da bi pobegnili, je on potoval, da bi se mu približal. Danes bomo govorila o potovanju kot priložnosti. Priložnosti, da presežemo udobje, predsodke in prepričanja. In priložnosti, da na potovanju razširimo svoj notranji prostor. Da iz izkušenj in spoznanj, ki jih prinese stik z drugačnostjo, ustvarimo nekaj, kar nas doma naredi bolj človeške. Dobrodošel, Tomo. Dobrodošel, Oskar, dovolj, da te popravim. Prva knjiga je bila o iskanju ljubezni ali z biciklom okoli sveta. In v bistvu že naslov pove, da nisem vedel, ali iščem ljubezen ali se hočem sam razgledovati z biciklom kot alternativen način potovanja, ker pač nisi tako zaščiten, kot če greš na klasičen način z agencijo, ampak se izpostaviš vsem vetrovom, pa vsem teroristom, pa vsem preizkušnjam. In v bistvu mi je zato pomembno to povedati, ker se še zdaj ukvarjam s tem iskanjem ljubezni, ker mi je to dejansko najbolj pomembno, pa seveda nisem dopolnil. To so že vsi mistiki prej opozarjali, kaj je vesoljna sila, ki drži vse skupaj, da se vrti, da smo tle, da se jo rodimo. Brez ljubezni se ne bi rodila. Če ne bi oče pa mama tvoja, pa moja, pa od vseh nas začutila ta gon, ki reče instinkt, drugi pa, jaz pa bolj mislim, da gre za voljo vesolja, da se mi, človeštvo, tako kot živali pa rastline, širimo, razvijamo. Če ne bi bilo ljubezni, ne bi bilo nič. Mislim, da je tisto bistveno, kar je prav iskati. Ne ljudomrzništvo, razumeš, ker je delje tako v porastu.
ampak človekoljubje. Peva. Ljubezen do ljudi, ampak tudi do rastlin, pa do živali, pa do mikrobov, pa bakterij, pa do korone, pa do te zadnje. Peva mi od začetka. Glej, tvoje poti in potovanja so legendarna. In to je nekaj, nad kar lahko današnji svet danes gleda z občudovanjem. Mene pa zanima, vedno me je zanimalo, postavil sem nazaj v tistega mladega fanta, ko si prvič se odpravil v svet, ki je bil totalno drugačen od tvojega. Pravzaprav, kaj smo vedeli takrat o njem? Praktično nič, ne? In zdaj mene zanima, kaj te je tja gnalo? Kaj te je tja pritegovalo? Kaj si tam iskal? Iz tistega trenutka, ko takrat, pravi so tisti časi, pa pojmo s tem. Yes. Hvala. Točno to sprašuješ, kar želim. Ko da sva v povezav, jaz vidim prav, da sva na nekem astralu skrb zdajle. Moram priznati, najprej sem iskal kurbe, no. Pa se še tako nespodobno to povedati. Jaz sem šel v Amsterdam na avtoštop, ker sem slišal, da so tam ženske v izložbah in sem mislil, da je kaj na fehtov za ston. Pornografijo so takrat prodajali, ja, pa hašiš je bil v Vondelparku. No. Amsterdam je bil v 70-ih letih center sveta, kjer so se zlivale hipijske množice. Jaz sem večkrat zamudil že tisto, ampak je bilo še. No. Jaz sem šel gor zaradi ljubezni, ampak takrat sem mislil, da je to samo fizična ljubezen, samo ta mesena, ne, ta praktična. No. In pa sem ful dobro skozi prišel, ker sem gledal na tiste pip shope, ne, tele prostitutke, moč se pretegvati, pa sem šel pa na stranišče masturbirati, da sem pa imel za konzerve pa za krh. Jaz se spomnim, da kako sem dolgo klofutal nazaj, ker sem kupoval najcenejše konzerve in gor je bil srečen pes narisan in takrat v socializmu nismo imeli, kakor v kapitalizmu, konzerve za pse in jaz sem v bistvu jedel pasjo hrano in čez en teden sem bil že tako bolan, da sem mu pojedam, no. Ampak sem pa veliko denarja prišparil za naprej, ne. Jaz sem hotel pojeti česa, ne, Amsterdam meni. Kaj pa bolj ta čez? Tvoje prvo potovanje okoli sveta? Nekaj transcendentnega, nekaj to, kar mi rečemo psihedeličnega, ne. Jaz sem si zamišljal sončne zahode, jaz sem si zamišljal tropska morja, jaz sem si zamišljal tople kraje, pa tople ljudi z rjavimi očmi. In to je kul čez Gibraltar, ne, če greš čez, ne, v Maroko, no. Jaz takrat, ko sem šel tako nepotešen, čeprav potešen, nazaj dam, se spomnim, sem šel čez Španijo in sem hodil že kar takrat takoj v Afriko. Sem slutil, da je tam pa bo tisto, kar v Amsterdamu ni bilo. Sončni zahode niso bili tako psihedelični, barve niso bili tako narisane, dobro, če bi jaz vzel LSD, bi tudi to bilo, pa če bi more gobe jedel, bi tudi to bilo. Hočem povedati, da sem najprej poskušal tisto, kar sem bil sposoben takrat želeti si, in to je bilo jasno hedonizem, najbolj uživaštvo, pač to, ker toliko večino ljudi tudi potegne na te love boats, da krujzajo, pa ali se vozijo po morjih svetovnih, pa sploh včasih z ladje ne grejo dol, no. Skozi bolj me pa potem privlačilo neposreden stik, ne sam slediti užitke, ampak ja, skrivnost, mislim, kaj to vse sploh je, kje smo, kdo sem in seveda, ne. In potem si pravzaprav tega pa več nisi iskal v Evropi, ampak si šel ven. Afrika, z Gašperlinom, Francenom iz Šenčurja sva šla v Afriko, ker sva mislila, da bova trgovala z domačini, tako kot sem si takrat pač zamislil, ne, da Belc dela, ne, tam nekaj kupuje, pa nekaj jim prodaja, midva sva mislila, da bo pod palmo sedela, pa steklene bisere prodajala, pa dobivala nazaj nakit njihov, pa bo to pa dan prinesla. Bila sva tle diplomanta, kar sred stojnega faksa, in sva šla na pot okrog Sredozemlja, da bi videla pač te civilizacije, no, poleg te ideje, da pač bova prinesla nekaj nazaj in sva tudi prinesla, sva prinesla tako ekipo hašiša iz Maroka, ki so nam ga takrat
podarili, probali so ga prodati, ampak mi dva takrat nismo imeli denarja, ki so Gašperja čisto ukradli, ne. In pol sva z mojim denarjem preživela avtoštop nazaj čez Španijo, šla sva najprej dol za Istanbul, pa se je glih vojna začela na Cipru. Grki so bombardirali Ciper in so se bali, Turki so bombardirali Ciper in so se bali povračilnih ukrepov. Tako je bilo, no. Aha, to je bilo 74 leta, ne? To je bilo 64 leta in takrat smo se zaustavila, pol tam nisva mogla naprej, ves Bližnji vzhod je bil že v vojni, no, in sva štopala nazaj čez Makedonijo, pa sva šla na Bari, tam v Italija, pa Sardinijo, Sicilija, pa tam v Tunis, no, in pa šla tisti krog tam naredila čez Tunis, Žir pa Maroko. Glih to, kde smo ga razočarali, da sploh ni črncev, da je kako je to zdaj, ko so samo Arabce, pa vsi smo musliman, mi smo mislili, da je pogan, pa vse se si narobe predstavljalo, tako kot mičiša po poti, ki štapa. Danes imamo sicer vse te Discovery, pa Animals, pa programe, ne, tako da že lahko naprej vidimo. Takrat pa v bistvu v Jugoslaviji ni bilo veliko, razen ker so Tanji Ugov novinarji poročali iz neuvrščenih držav. Z vzhodu, ki je videli, smo mogli tudi Slovc, pa tam Neckermanove travel reise, ne, tiste brošure gledati, pa smo malo videli, ne, kako je v Gabon, pa Kamerun, še nikoli nismo slišali. Ampak v tem prvem potovanju si rekel, ko si šel tukaj čez Magreb, pa ta konc, ne, torej si bil bolj razočaran, ali si našel že ali si kaj začutil noter v tem, wow, to je pa ta drugačnost, ki te privlači? Mene je zanimala egzotika. Aha. In egzotike je bilo premalo, a ne. Okay. Jaz sem hotel nage črnke, pa toliko smo se predstavljali v srednji šoli, ko smo gledali te stare filme, kolonialne, imperialne, Pigmejce, pa Bušmane, pa In pol naslednje potovanje je bilo pa že tja. Naslednje potovanje je bilo že z biciklom okoli sveta. Jaz sem takrat čutil, da bo tle vojna, Jugoslavija bo razpadla, jaz sem drugače doštudiral ekonomijo pa strojništvo in sem bil tle v Kranju nameščen za stike z IBM International, ne. Iskra je vedela, da tehnološko zaostajamo, ne. Telekomunikacijsko, telematika, recimo, se je mogla vženiti z nekom, da preživi in se tudi je, no, to je bil IBM International. Jaz sem bil pa menedžer vsega tega posla, v katerem smo švercali ameriško vojaško tehnologijo zapakirano v iskrške centrale telefonske v Rusijo, na Kitajsko, v Iran. Treba se bo na potovanju usmeriti, če si za. To naslednje potovanje. To sem povedal zato, da bo razumljivo, zakaj sem šel z biciklom. Jaz nisem šel, jaz sem vsi takrat, sem imel družino, na jake platiše smo stanovali, bil sem perspektiven kadar, v bistvu službo, vsak se bo sanjal, še danes, ne, letalske karte, kamorkoli sem hotel, za kjerokoli področje ali sveta. Jaz sem pobegnil, ker sem čutil, da bo vojna in jaz nisem hotel sodelovati pri rušenju Jugoslavije in tega socializma, katerega Janičar vzgojen nisem bil. Jaz sem bil vzgojen, da bomo širili samoupravljanje in neuvrščeno politiko, ne. In jaz sem vse to pustil, ker sem vedel, da bo to šlo in nisem hotel tega gledati. Tako kot danes hočem gledati propadanje Evropske unije in tega NATO in te zahodne zveze, ne. Da smo danes že pri politiki, samo potovanje ni bilo samo iti nekam, jaz sem čutil se krivega, da pustim tovarno, ki me je štipendirala, da sem lahko doštudiral. Jaz sem hotel delati v begunske taborišča v Aziji, no. To je bilo, ne. In sem se prijavil v program Svetovne zdravstvene organizacije in mene ne bi sprejel ta agencija za begunce, ne, UNHCR, United Nations High Commission for Refugees. In meni so rekli, da bojo v pol leta odgovorili. Jaz sem si mislil, hodil sem v Pakistanu delati z begunci iz Afganistana, 85. leta bi to ne bilo aktualno. In sem šel kar na pot, ne bom čakal doma še pol leta, jaz sem že pustil iskro, zato sem šel z biciklom, da se ukrepil, ne, da bom potem sposoben delati s tistimi, ki bežijo iz propadnega Afganistana, ja. No, ampak sem prebrsal, tiste 4 mesece do Pakistana
so mi povedali, da ne rabijo mojega profila. Ne. V resnici se pa bali, da bom ruski vohun za to zaveso. Ne. Propaganda je takrat delovala na ful. Ne. Afganistan je bil čist nekaj drugega, kar so takrat pri nas širili in govorili. No. Seveda so. Ti si pribicikliral si čez cel Balkan, čez Turčijo do Pakistana. To je bil mala malca proti tistemu, kar je mene bolelo v srcu. Jaz sem bicikl uporabil, da sem izdihal te strupe, ki so nastale, jaz sem vedel, vojna bo, Balkan bo zgorel, 100,000 je bo mrtvih, je bilo res. Zato pravim, jaz to omenjam, da je zato, ker nekaj podobnega čutim zdaj. In zaradi tega slabo spim in zaradi tega se ne morem vdajati v neke samostane pa meditirati, če pa vem, da moramo fizično, konkretno ljudje nekaj narediti. Se pravi, da si ti pot do Pakistana uporabil zato, da si čistil svojo bolečino, da si prišel tja in si pač to dal čez skozi energijo. Mene je bolečina nesla, zato nisem čutil klancev. Jaz sem čisto neobčutljiv za vse telesno. Meni je bilo not hudo. Jaz sem vedel, da bo vse, kar sem imel rad, kar sem bil navajen imeti, propadlo. No. In to je bilo gotovo bratstvo in edinstvo. Še dosti, ko mislim. Zakaj nam je bilo treba razsuti Jugoslavijo, za koga interese? Če se zdaj usmerva, prišel si v Pakistan. Ja. In potem si izvedel, da tam pač ne bo kruha. Ja. Kaj bo pa pol? Jaz sem odprl svoje taborišče. Bil sem gajsten in nisem zaupal več UN, če me imajo oni mene za ruskega vohuna, to pomeni, da nekaj skrivajo. Ustanovil sem v kanjonu tam ob eni reki, ki so se zbirali tisti begunci, ki jih Združeni narodi niso hoteli registrirati in so bili najbolj bolni, najbolj potrebni pomoči. No. Jaz sem imel čist malo denarja. Na dan sem zapravil iz Slovenije do Pešavra $1 na dan povprečno. Ampak kljub temu, malo smo še zbrali denarja od teh beguncev, smo mi kupili bale papirja in smo ga razrezali in ženske so to sešile v zvezke, kupili smo svinčnike, velike količine, pa smo pa svinčnike razrezali na koščke, pa šilčke, samo pa šilčko, da smo to vse všilili, jaz sem začel šolo. Eno tablo smo porisali, eno leseno plato, tako zlimano, stisnenega prahu smo pobarvali z ogljem iz baterij, če to namažeš, je črno. In kredo smo kipali in jaz sem začel A, B, C, D, ker 90% ljudi v tem beguncu ni znalo brati pa pisati. Noro. In tako sem jaz začel najprej pisati pa brati, potem sem pa malo tudi začel od zgodovine, pa pač te ideje osnovne, ki so je nas te naučili, Košnik, profesor, iz Nakelga, osnovno, zakaj so bile vojne, pa zakaj so zdaj vojne. Meni to zdaj zanima, kako se lahko človeštvo kole, ki ima pa paradišče, ki živimo v templu vesolja, mogoče je Zemlja tempelj za celo vesolje. Ampak tam, ko si bil pa zdaj s temi begunci, tam si pa izčutim, kot da bi tam začel pa v tem stiku, v tej komunikaciji, v tej povezavi, da bi se začel pa nekaj premikati v tebi. Takrat pa ni bilo več tega bicikliranja, ampak je bil pa ta stik s temi ljudmi, ki so prihajali. Še bolj pa, ki so šli v Afganistan. Jaz sem šel ilegalno, čez mejo noter in pa sem videl ruske bombnike pa pogorišča v Siriji. Povej mi, Tomo, kaj se v tebi začel premikati? Kako bi občutil ta premik v tebi? Ker prej si mi zdaj govoril še o teh zgodbah, ampak zdaj pa prav ta... Sočutje, ne moreš otroka, ki se te okrog nog uklene, pa te gleda s tistem mučkam, pa smrkove mlički tam ga udrin preč. To enkrat res doživiš. Vsako begunsko taborišče je Almata, je univerza, dodatna univerza zraven. In kaj se je v tebi, ko si gledal te Afganistance, Pakistance, v katerih si bil noter, ti si zaživel z njimi, a si začel drugače gledati kot... Ker prej, ko si prišel, si jih verjetno delal iz stališča zahodnjaka,
Zdaj pa, ko si z njimi zaživel, a si videl kaj več v njih? Seveda, ljudi, so človeka, so ljudi, ne, jaz zdaj uporabljam, so ljudje smo, ljudje smo dobesedno. Nič več, to so muslimani, smo vse izkušnje, ki sem imel z muslimani, prej bil z tistega potovanja po Severni Afriki, pa pri vojakih sem zdržal 4 mesece, pa sem bil dezertiral so ljudmi iz Bosne pa z Kosova. No, in mi smo bili prijatelji, jaz sem držal s Šiptarji, ne. Jaz sem bil, meni se je zdelo, da se najbolj razumemo in nisem pustil, da so jih tepli. Albanci so skočili po konci, če sem mater jebel, to vemo vsi, ne smeš Šiptarju reči, jebem ti mater, ne, a veš, ne, in pač naši Slovenci Srbi pa sploh ne so jih ZNL provocirali, ta vojna je bila sprovocirana z Ampak če nazaj v Pakistan, Jugoslavijo. če nazaj v ta Pakistan. No, ampak da ti odgovorim, pa sem jaz dejansko videl, jaz nisem videl več slik iz National Geographica. Pa prelepe, pa tisti slavni fotograf, pa tista deklica z zelenimi očmi, pa ne, to niso bile več slike, to so bili ljudje in jaz sem privilegiran, jaz sem prišel v bistvu preseravati se dol in jaz zdaj moram nekaj narediti, doma mi tudi propada država, dežela, sistem, vojna bo, jaz sem to čutil in jaz sem bil vmes, to, kar se je zgodilo v Afganistanu, je bilo prav tako proksi vojna, kot je bila ta proksi vojna v Jugoslaviji, pa je danes v Ukrajini. Najprej moraš vedeti, kaj zares dogaja, pa lahko začneš iskati rešitve. No, dokaj časa se zavajaš, da to vse more tako biti, drugače ne more biti, kot je, da ljudje smo zveri in da zmeraj človek izkorišča človeka po človeku, ne. To ni res, to je laž, da smo zveri. Mi smo tudi, a veš, imaš primerov še, ki so šli v svet in so se vrnili nazaj spremenjeni in so potem doma začeli zbirati pomoč ali pa so vsaj poročali, pa dogaja. Zato jaz mislim, da osnovna misija popotnika je, da pride tam, da resnico pove. Ne, da prodaja tisto, kar doma hočejo njega slišati, pa še od tega živi poj, ampak da opozori, poglejte, mi bomo prišli na vrsto. Za temi bomo pa mi prišli na vrsto. Ampak če pogledamo zdaj še naprej, ta tvoj Pakistan, Afganistan, tukaj si ti se ful angažiral noter, ne. In to so, tam živijo ljudje drugače kot doma. Druge vrednote imajo. Mogoče bolj prav. Ja. Tudi talibani imajo svoj prav, ne, da se razumemo. Se pravi, ampak drugače je, ne. In ti se srečal s to drugačnostjo in te mesece živel. Kako je tebe nagovorila? Pustimo zdaj politiko, pustimo vojne, ampak čist iz človeškega, kako je Tomota nagovorila tvoji sobivatelji v tem tvojem kempu ali pa domačini, s katerimi si srečeval, ki so bili drugačni, način življenja, vse bilo drugače. Seveda sem imel probleme sprejeti. Namreč, jaz sem tudi tam vodo napeljal, ne. Cev smo kupili, zakaj bi ženske dol k reki hodile vsak dan pa nosile gor tiste težke posode z vodo, če pa lahko gor zajetje naredimo, samo malo zagradimo takole pa en plastični šravh, kupimo to, vsak kup 30 metrov šravha, pa bo voda dol pritekla, ne. Ko voda mimo teče, pa bomo ženske dol hoditi k reki, da lahko zajamejo. No, to sem jaz naredil. Kad stroju živim, meni bo to problem. Potem so me možje uzmerjali, da to ni dobra novotarija. To je novotarija, mi v Afganistanu ne delamo tako, ženske hodijo po vodo in potem so zmatrane in potem jim ne treba traparije po glav in potem jim ne pride na misli, da bi nas zavrnile, ker ženska nikoli ni toliko zmatrana, da ne bi mogla na hrbtu ležati pa noge narazen držati. Tako točno tako so mi povedali. Vi ste vosli, bedaka, ženska te bo lažje božala, pa masirala, pa lizala, pa vse bo delala. Če bo bolj spočita, pa no, mi smo prišli v kulturen konflikt. Jasno, da je bil kulturen konflikt. Ne. Ja, in jaz takrat nisem bil tega sposoben prebaviti. Zdaj, 50 let kasneje, bi pa Brbič že bil zmožen reči, pa se hudič ne imajo tej tradicija, ki je zrasla v tistih kamnitih oazah na svileni cesti. Hribih, gor. In oni so, njihova mitologija je prilagojena na tiste razmere med Hindukušem in Karakorumom, pa Himalajo, pa Gobi puščavo. Pa ne gledati, kot en uslužbenec iz iskal telematika. To je mene nekoč bil, ne. To je mene nagovorilo takrat, ko si začel spraševati, zakaj pa imajo
oni kot živijo pri njih najbolj prav. Zakaj delajo, zakaj je to, kar oni pač pravijo, kot živijo, za njih najbolj prav. Gotovo to ne bi bilo doma, ampak neka logika mora biti, da so se oni v tistih krajih, tam v tistih hribih in vse skupaj, vzpostavili tak način življenja in delovanja in takrat sem se pa jaz začel odpirati te drugačnosti in je začel sprejemati takšno, kot je. Indijanski pregovor prav, če hočeš razumeti nekoga, moraš 3 tedne najmanj hoditi v njegovih mokasinih, ne. Ti moraš živeti tako kot oni, pa moraš pa biti začel spoštovati, da taka ideologija, taka vera, ne, taka mitologija je za tam bila najbolj primerna. Ja. In mislim, kaj presaravamo, ker smo tle, naša kultura je prišla z Bližnjega vzhoda, iz Palestine, kjer je bilo vino, pa ribe, pa oljke, ne. A veš, Centralna Azija, pa Totalno zaprta, Savski polotok, odkudar je prišel islam, tam je pesek, tam ne moreš poživeti, kakor v tistem filmu Seks v mestu, a ne. Ampak hkrati s tem je pa prav ta drugačnost en velik prvič izziv, pa drugič priložnost za popotnika, ne. Kdaj si pa ti začutil, da si začel pa te drugačnosti odpirati? Da pa si začel sprejemati in da se je ona lahko vstopila vate, ker danes je globoko v tebi, a ne da? Ja. Kdaj si ti začel do teh? Ker sem začel izgubljati lastno identiteto, ker se je dogajalo zato, ker sem gonil bicikl čez tiste dolge hribe in jaz se spomnim že v ranu včasih, a ne, predihan, veš, globoko predihan, to je tako, kar je birthing, v bistvu ti se ponovno rojevaš, ti podoživljaš svoje stare travme in frustracije in nevroze in nek se čisteš tega, ker si skozi v drugem okolju, se moraš stalno prilagajati, če nimaš znanja, pa čakaš, da to nekdo povabil, se boš ti prilagodil na tistega človeka, ga boš ti poslušal, da te bo ja vzel, pa nafutral, pa zjutraj dal zajtrk, pa boš tu spet naprej. Jaz sem namenoma hodil brez dalja hoditi okrog. Bravo, gibanje je ful, jaz to velikokrat uporabljam na skupinah, na potovanjih, ker z gibanjem človek pregiba svojo notranjost in se omehča, ne da? Že samo, če vstaneš od računalnika, pa greš na stranišče, boš prišel nazaj, boš imel več idej. Točno tole. Boš najdel ker ne moreš ti vsede, kri ne krožijo, ne, ni hiperventilacije s kisikom, ne. Ja. In absolutno gibanje je življenje. Jaz imam prijatelja, ki hodi okoli sveta, začel je pred 7 leti tam v Etiopiji, ko da ne bi ljudje ordinirali, no, in pol Salopek, no, to je 2-krat nagrajen s Pulitzejev. Z mano je bil skrb zaprt v Darfurju. In vas pa je spuščen. Ampak to je že druga zgodba. No, sam hočem povedati, da ko on predava, ali pa kad je intervjuje, on kolikoli besedi. On dejansko hodi gor pa dol po odru skozi, ne. Da je že 7 leto, on je nekje Južna Kitajska. Cilj mu je pa priti v Patagonijo, na ugrjeno zemljo. Ja, če se vrneva nazaj, ne, se pravi, gibanje drugič pa, kot si rekel, si zanalaš hotel brez denarja, da si prišel v neko ponižnost in hvaležnost in si se s tem ta ponižnost in hvaležnost odprla domačinom in ti je pomagala, da si začel to drugačnost sprejemati. In ko si prišel v stik s temi tvojimi domačini, a ne, si v tej odvisnosti, ne v onem denarju, da jih lahko plačaš in potem pričakuješ, da bojo oni taki, kot ti hočeš, a ne, si začel tudi spoznavati. In so začeli vate vstopati, ne, počas. Umej narisal tudi gobovce lepe, pa berače po ulicah, po Indije naprej dol, proti Šrilanki. Pa tele albini, jaz se spomnim, ko sem spal z albini, pa sem se enkrat po noč zbudil, pa smo ležali tam na ulici, glavo so imeli na pločniku, ne, ker mi treba poštra, ne, niso imeli poštra, pač izobčenci, no, res izobčenci, ne, pa jih gledam po noč, kako dihajo, ker jaz, pa cel svet, tlek smo v temi zdaj za luno zadaj, in jaz se spomnim, no, sem čutil tak respekt, da je sposoben tako mirno spati na golem pločniku mrglavo. In pa sem res začel razmišljati, pri nas doma v Iskri pa, ne, naši direktorji, jih takrat so svoj aeroplan kupili, so se z aeroplanom vozili pot, mislim,
kako, a ne, dejansko ti ne rabiš udobja, ne rabiš, ne vem, koliko materialnih dobrin, da si srečen. Ta albin se je mogel od znotraj tako urediti, da mu je tudi z glavo na pločniku v redu. In Ne? ti, ko si In to je, se pravi, to je mogoče, in jaz njega lahko sam spoštujem. On je taka skit, da ne rab skozi noč, mogoče sam tisto hrano, ki jo mora nek dobiti na ulici, kot berač. da je preprosto neodvisen od okolja. Ja. Absolutno imamo moč se odpovedati odvisnosti, ne samo od opija, pa Ja, ali cigaret, pa alkohola. Vi se imamo sposobnost odvaditi od požrešnosti, od tega neskončnega pohlepa, ki nas tera zdaj v vojne. a ne. In ta albin je bil kje na Šrilanki, kje si ga dobil, kje si bil, a v Indiji, kje si ga srečal? Albini ti. To je bilo v Indiji, to je bilo nekje na tistih dolgih poteh 6 mesecev sem rabil, da sem prekolesaril. V tej Indiji sem potem začel počasi iz Pakistana, kjer si bil še v konfliktu z okolico, pa Ja. preko Afganistana v Ja, Indiji. ja. Zdaj se je pa začelo to mletje, vidimo, ne? Indija je Čutim. najboljša zato. Indija je najboljša zato, ker imajo take višine duha, take globine, take širine percepcije, kot jaz ne vem, nekje v nobeni drugi kulturi. Ampak tukaj, ko si pa prišel, recimo pri tem albinu, ne? Pri teh albinih, ki si To je se... bila cela skupina takih. Takrat si ti bil že endogen takrat, te drugačnosti. Takrat si Ja. ti, kot sem prej videl, že iz njihovega vidika začutil si ga, kakšen mora biti njegova notranji ustroj. In si to že bil v tistem svetu in si že doma gledal na iskro letala in vse ostalo kot zunani, a ne? Nepotrebno, nekoristno, mislim, zavajajoče, celo omamljajoče. Ne? Ni treba toliko, no, na račun drugih ljudi. Ne, Se seveda. pravi, v tem prehodu od Pakistana pa do Indije, ne, se je v tom Se je dogajalo, seveda se je. ne. se je zgodil ta notranji premik. Seveda, posod si doma pa še ne manj, kot priješ nazaj. Ne? To je gotovo vsi poznate. Ne? In- šok, ko priješ nazaj Ja. domov, se ti zdi, da tle boš mogel več živeti. Ne? Ker medtem se te toliko zgodil, toliko se te dogaja, toliko zgodil in seveda ti ne vidiš še čisto, kot smislu življenja ali ležanje na plaži ali pa kmarinške Ja. ali iti na pivo vsak večer ali pa na pico v bolero. No? Mislim, to ni več aktualno, niti nov avto, če te stav dobro, niti nov telefon, če je vse dobro. Nekaj drugega je, a ne, skrivnost vleče, skrivnost, ki jo ti sam v sebi nosiš, to imaš v sebi, ampak odgovor za vse imaš v sebi, sam moraš biti priseben. To, kar si se ti začel notranje premikati, ko si začel to tvoje okolje, vso to drugačnost vsrkavati vase, jo začeti spoštovati, sprejemati, v bistvu biti ponižen do njo, do teh albinov, v bistvu, wow, kakšni so, ne? Ne? To je v bistvu, kako si to občutil? Kot eno notranje razširjanje, kot eno bogatenje, ali kot neko, kaj naj rečem, spremembo, ali kot kaj? To kot ti. To te je potegnilo potem naprej najbrž, ne? Lepota, lepota. A si mogoče videl film Che Guevare po njegovi knjigi Narejeni motoristov dnevnik, ko veš ta spaljadlen iz Argentine z motorjem po Južni Ameriki in prideta nekje v Kolumbiji tudi k gobovcem in prispita pri gobovcih, tem kamerman pa ekipa, ki so ta film delali, so znali gobovce tako posneti, da izgledajo kot kruh, ko Marija naša tle z brezi. Pa so ljudje, ki trohnijo, ki razpadajo, ki Ja. bodo umrli brez zdravil. To se je meni dogajalo. Lepo se ti pokaže, svet se Ja. ti pokaže čez drugače, kot pa pri sosedih, pa pri tvojih žlah, pa pri prijateljih neke tehnične srednje šole. To se je meni dogajalo v vzhodni Indoneziji, ko sem enkrat v življenju dolgo časa bil in sem se zlil z njo. In te moji, jaz jim pravim čokoladni možici, ki niso imeli ničesar v življenju, kar imamo mi. Niso imeli jedva so za preživetje. Ni bilo lastnine, ni bilo izobrazbe, ni bilo prihodnosti, ni bilo kariere, ni bilo kakšne, nič niso imeli. In bi iz mojega zornega kota si mislil, zakaj pa ti ljudje sploh živijo. In potem, ko sem jaz skozi mesece postajal del te zgodbe, zato ker tako čutim tam v Indiji, sem jaz kar naenkrat videl, ti ljudje nimajo nič,
kar jaz mislim, da rabim, imajo pa nekaj, če se ne snimam. In takrat sem jih začel spoštovati kot ene mentorje moje. Ja, točno. Spoznal sem, da pravzaprav mi kažejo mojega človeka v meni. Ja. In takrat se je meni premaknilo in jaz sem takrat doživel največjo filmsko mojega življenja. In pa nič nisem imel. Tako sem bil, takrat je bilo pač $10 namesto dolar, ker je bilo 10 let kasneje verjetno, to je 95. Ja, na tistem minimumu nič nisem imel, vstopal sem, vozil sem se tistimi bemoti, hodil sem in tako da jedel tisti riž, hkrati sem imel pa najbolj v lifeu. Tako je. Takrat sem si rekel, zakaj pa se ne moram imeti tako dobro tudi doma, ne? Ja. A je bilo to? In jaz sem takrat sprejel te ljudi kot moje mentore, sem rekel, kaj se jaz lahko od njih naučim. In oni so mi odprli pot v nekaj. Seveda, meni so najbolj odprli v bistvu kot učitelji drugačen pogled v Afriki, v Sudanu, v Nubskih gorah, kamor sem prišel dosti kasneje, to je bilo leta 98, ne, v bistvu 79. To je bilo še prej, ko sem šel na pot z biciklom. Okay. To je bilo še prej, ja. To je bilo eno kratko bivanje, 3 mesece, 79. leta, tik predno sem mogel kojakati in sem hotel še nekaj se umakniti, ker bo treba kravato zavezati, bo treba trotel kufer nositi, bo treba bogati, ne, za tisti ljubi kruhek. In sem najdel knjigo Leni Riefenstahl, The Last of Nuba, in meni je to zmotilo, zakaj The Last, kaj je, in tej platnici je bil in kakor žval slikan človek s solznimi očmi, ampak v hrbet, od zadaj samo, da so se mečkrat takole videle oči, tako v bistvu kot preganjena gazela, no. In not je pisalo, da je tle bila Leni najbolj srečna, to se pravi se nekaj naučila. Če ni bila srečna s Hitlerjem, ki je bil tudi ljubimec, ne samo financer njenih filmov, ki so še danes svetovno znani, ona je zgradila Hollywood, te iznajdbe, kako filmati, kako z magičnostjo slike vplivati na množice, je danes uporabljala. Ampak kaj se je tebi tam takrat zgodilo? Mene je pritegnilo, da je ta dama, ki je imela največji moč, takrat najmočnejša ženska na svetu, je bila rekla, da je bila bolj srečna, pa je prišla z zapora po drugi svetovni vojni, ko jo niso ubesili, ker je delala nacistične propagandne filme, da je pa pri Nubah bila in je tam zapisala, da je bila tam najbolj srečna. No, jaz sem šel to pogledati, tisto zimo 79. leta in tam sem prosil, če me vzamejo za vajenca. No, dobesedno, povedal bo frisarju, čarovnikov vajenc. Jaz sem se jim dal, dajte me učiti in oni so se obnašali normalno. Mene najprej so preverjali, če sem sploh prav moški, če sem kakšen sem. Njih je zanimalo, a bom vzel njihove ženske ali ne, a bom rasist ali ne. In so mi dali 72 let stare matrone, abortizirane, nojo dali, to imajo za sebe, meni so dali, kakor dajo za župnike, same take fante bolj naumne, ki jih narabijo, ker nimajo kaj z njimi, pa za župnike dajo, za vremenat, bel sem. Tako so kolonizatorji britanski dobivali svoje učence za svojo vero. No, in ko so me najprej naštimali, najprej so me dali 2 ženske tam in vsi so se zbrali v krog in so gledali, kva me z njimi naredil, in jaz sem zatajil, ker meni je bilo grozno, da kva pa čakuje od mene, da id mene. Dve so se tam pretegvali na moj spalno večjo, koliko je bil pa amfiteater, vseh teh filmov, stari in mladi, vsi so prišli gledati. No. In poj, naslednjo, jaz sem videl, kako oni zbirajo partnerje, to je, da se moraš skazati na rokoborbah, ti se moraš tepsti, ti moraš pokazati, da si tec, in potem punce morajo pa svoje kvalitete pokazati pa s tem, da usvajajo te fante v priču cele vasi, tako da se nage predigujejo pred njimi in plešajo take plese, kakor Flemingi, recimo, tako se stimujejo, mislim, prelepo. To pri nas bi bilo čisto nespodobno, to se sploh ne spodobi, kak je pa, če v socializmu ne bilo tako to sprijetno. No, in jaz sem takrat za vdih dobil tisto lekcijo, da samo Bog je sam
in kar ne bo Bog sam, a ne. V Indiji ni Bog sam, vsak Bog ima svojo konzorto, a ne, Ja. zato ker verjamejo v te tantrične tehnike, da se lahko skozi spolno moč, skozi spolno premoč vesolja tudi duhovno razvijaš. Ne. Tega ni v zahodni kulturi. Ne. Zato so Angleži Indiji se razglasili za vraževerne in za primitivne, pa sploh ni bilo kongresa. Ja, Afriko so pa sploh razglasili za divjake. Afrika je polna divjakov. ta situacija pri Nubah pol razpešla. Nobeni divjaki. Nikakršni divjaki, nikakršni, lih obraten. Jaz sem pomislil na Kranj, na Labore, na Primsko, na Naku, a veš, na Šenčur, Madona, da moram pa kaj nazaj, pa še v JLA, pa v Niš dol, tam sem služil 4 mesece, no. Pa si pri Nubah doživel ta trenutek, ki si ga iskal, ta trenutek, najlepši trenutek takrat? Je bilo čisto sigurno ekstaza in trans, nekaj transcendentnega. To, a ne, ker so oni s svojim ritmom, ki v bistvu sledi srce, dosegali, da smo vsi skupaj padali v eno ekstazo. To je bilo po rokoborbah, po tem osvajanju je cela vas plesala, pa to vsako polhno luno, mislim, dokaj ni izginila luna, pa je bil par noči mir, pa spet to, da ni bilo televizije, ni bilo radia, ni bilo elektrike, ni bilo nič, ni bilo poštarja, ni bilo, stacune so bile samo arabske, ki so prodajali sol, pa cukr, pa čaj, pa kavo, no. Pa oblek še takrat je bilo, no. Mislim, to, pa sem razumel Leni Riefenstahl, ne, da pa tudi socializem sem razumel sem Hitlerja. Ampak če pogledaj zdaj, Enkrat sem razumel, da so šli ti norci, a ne, zdaj jih imamo kategorizirane kot norce, tako kot Džingis Khan, a ne, Džingis Khan je rekel, da vso birokracijo pobu. A ne, Džingis Khan, Mongola, ne. Komunisti tudi, Pol Pot, a ne, je pobu milijone ljudi, da bi se rešil birokratov, ne. takrat, ko si bil tle pri Nubah, te prvič, te 3 mesece, ne? Ja. Kako si občutil zdaj, ti si padel v ekstazo, padel si v zgodbo, Jaz sem se hotel prepustiti, tako kot se prepustiš meditaciji, če greš v Ašram v Indijo. Ti se moraš prepustiti, ti moraš probati ego pozabiti, ne. Ne smeš več misliti, kdo si, ne. Pa si ti to jemal kot spremembo ali kot nadgradnjo? Nadgradnja. Jaz sem vedel, da se tega ne morem rešiti. Pokopališče mojih prednikov je v Naklem, na Britov, mi rečemo Pavčev Repše, no. Bravo. In ti bojo zmeraj z mano. Jaz sem produkt očeta in mame in vse žlahte in vsega okolja takrat socialističnega in cerkve naklanske, ker ne bo bobna, noben toliko ne zvoni, kakor v Naklem. Svoboda je, če jaz to vse sprejmem, potem pa poskušam najti še kaj več. Da najdem poleg zvonjenja cerkve tudi betovna, ne. A veš, pa ne vem, zdajle ta zadnja muzika, ne vem, Igor Leonardi, pa njegova fake orkestra. A veš, tako muziko delajo, jaz sem do tega vsega upravičen. Zakaj bi se jaz matral samo z eno vrsto hrane, krompir, pa zelje, pa repa, še pa kitajska hrana, pa indijska hrana, pa pamet, a veš, modrecev Latinske Amerike, pa polinezijskih otokov, pa. Se pravi, da je naklanski tomo ostal in se je razširil čez Pakistan, čez Indijo, čez Šrilanko, čez Nube, prišel na drug konec, lahko rečemo, samega sebe pri Nubah, a ne? Počel S tem sem se dobil eno ogromno dodatno razsežnost, a je tako? Ker ti širi percepcijo, ne? Ne bojiš se toliko smrti, no, enostavno se ne bojim tako umeti, kot pa večina sošolcev, ki niso šli ven s te luknje. In iz tega bi lahko, da je to tvoje potovanje, so pravzaprav tebe razširila in si začel odkrivati Tomota, naklanskega Tomota, še cel kup enih razsežnosti v tebi. Seveda. Tega v Nubah in potem kasneje po celem svetu in vsak je predstavljal nov košček in v bistvu si se ti poglabljal v enem ogromnem notranji prostor in ta drugačnost in potovanje ti je dala možnost za to. Z vsakim človekom sem ga srečal, me je bilo več. Z vsakim človekom, ki sem ga srečal, sem bil bolj bogat, sem bil bolj človek, več človeka me je bilo, več človeka, razumeš? Točno to je, čutim, ko potujem in ko tudi sopotniki in tako dalje. Zdaj pa še nekaj povej, zdaj me eno vprašanje presenetilo. Kakšen bi bil Tomo Križnar, če bi tistih 25, takrat, ko si bil
pri 25, če ne bi šel, če bi ostal v Iskri kot perspektiven kader. Se pravi, če zdaj primerjaš tistega Tomota, ki bi tako živel in prišel v ta leta, pa zdaj sebe, kakršen si. Daj mi probi to primerjavo povedati. Verjeten bi bil podoben mojemu sošolcu, ki sem ga bil cel življenje rad še iz osnovne šole, Andreju Joštu, ki je žal preminil letos, ampak lanskrat, da sem začutil ta človek ne bodo oživel, me je izjavil in rekel, ti še zmeraj pohoten, ti še kar pohoten. Rekel, da dej to udreš, pa kjer petelina na gnoj vrš. Rekel, dej udreš, pa vrš petelina, ki je na gnoj. Kaki simboli, gnoj, pa petelin, pa petelina boš odrezal, pa boš rekel, na gnoj. Za koga? Verjetno ne bi iskal več ljubezni. Jaz bi rekel, je ni. Ampak da si bil pa najdel v tolikih kulturah, pa med tolikimi ljudmi, pa to, kar se bil priča, tako človekoljubnih interesov. Veš, koliko ljudi živi zdaj na planet, ki se tako brezmejno razdajajo in v tem so svoboden, ker ne mislijo toliko na sebe, pa na svoje potrebe, ampak se dajo gazu, koliko je tam zdravnikov, pa novinarjev, ki poročajo, pa vidijo, lahko me grede med tistimi, ki so že. Ja, ampak če zdaj pogledamo še enkrat na te dva Tomota. Eno, ki bi šel neko, lahko rečemo, za zahodno resničnost, domačo resničnost običajnega življenja in bi si zamisliš, kakšen bi bil, pa tega Tomota, ki je zdaj tukaj pred mano. Strašen bi bil. Bal se, še teh par petkov imam samo, Kje bi tukaj bila tista, se pravi, je ena taka, praktično ekonomska dana, ne da? Se to je jasno, se to v bistvu pri vseh to lahko najdeš, da če imaš več izkušenj, vendarle imaš več vedenja in več zavedanja, ti veš, ti ne veruješ, ampak ti se zavedaš, da je vse skupaj velik čudež, da smo sploh tle, da smo se sploh dobila, vedela sem za drugega, jaz sem skozi, prav v bistvu sem enkrat ga moram pogledati tega Oskarja. Tudi jaz sem imel toliko v glavi. In je srečanje v bistvu, ko imamo podobne izkušnje, leva pa desna roka sva dobesedno, skoraj iz istega telesa raščeva, In to je tudi tisto, kar jaz skušam dopovedati mojim prijateljem, ki ima mehne avtobutne, pa se toliko sekira. Moja žena je danes zjutraj izgubila en prstan od stare mame in je zdaj taka drama, kam je tisti prstan padel. Jaz pravim za knjigo, gotovo je za knjigo, bo pa vse knjige ven zmeta, da imam sajta, moram imeti Oskarja, ne bom zdaj iskal, Mislim, take malenkosti, ampak večina ljudi se sekiramo zaradi toliko majhnih stvari, sploh ni toliko važno. Važno je, da je vsak dan nov dan, pa da vendarle upanje obstoja, čeprav izgleda, da bo tema požrla vse skupaj, ampak ne. Jaz se spomnim toliko ljudi s kolesem, ki so me prenočili, pa mi dali za jaz, pa mi zaupali svoje probleme, da mene ne moš prepričati, da bom postal nihilist. Pa da bom, rekel, pa to je vse brez veze. Evo, to je že ena razlika. Ima smisel, čeprav ga ne znam izraziti. Vse to ima smisel, sam ne znam ga izraziti. Vse to, kar zdaj govoriš, je pravzaprav razlika med tistim Tomotom, če bi ostal doma, Ta vitalnost, lahko rečem, pa to, kar si rekel, celi življenje, kakršno je. To so te prednosti, pa to bogatstvo, ki ga imamo v sebi. To širino, ki lahko iz različnih pogledov pogledamo na ta svet. To so alpinisti odkrivali, zaplotnik naš netleke, tista njegova knjiga Pot. On nam je dal tudi misliti, tudi koliko je fajn otroke imeti. On je rekel, pot k mojim otrokom domov z Himalaje vod čez to goro. Za zmeraj to ostane. Na vide so usvajali nekoristni svet, kaj pa imaš od tistega, da gor tiste hribe lezeš, življenje tvegaš, pa on ga je tudi zgubil, tako kot toliko gorenskih alpinistov. Ampak vendar ne, poglej, a veš, so imeli več od življenja, ker pač drugi, ki pa niso šli v te divje hribe, pa ki so raje na varnem pred televizijo, pa a veš, na kavč poteto, krompir, kavča.
Ne smemo pa postati zaradi tega prevzeten, pa reči, da smo Ne, mi pa daleč. več vreden, zato ker smo bolj izkoristili življenje. Ne, nič ne veš, a veš, vsak ima svoje, nekdo meditira v tišini in je isto kolet, veš. Pravzaprav Ti nasprotno. lahko pomaga. Jaz imam Ja. takem žensko, ki je zelo verna soseda in jaz grem kaj na čaj, včasih je ona me čisto pomiri. Jaz sem preveč razgret, ne. Jaz vse mislim, res mi nikoli dolgčas, ampak jaz se ukvarjam s problemi od Somalije, Jemna do Tibeta, pa Sudana, pa dele v Kamerun so imeli volitve, pa bo kdo vojska, ker je diktator star 94 let in ga morajo odstraniti. No. A veš, vse to me obseda, ne živim mirno, sploh ne. Potovanja so meni dala sprejemanje. Sprejemanje, da je tudi domače življenje pač eno izmed njih. In življenje v Indoneziji in v Jemnu in tam, pač vse to me je sprejemanje in to meni dodaja en občutek ponižnosti, hvaležnosti do življenja. Točno. Ne, da smo nekaj več, nego celo nasprotno. Ja. In prav ta ponižnost da vitalnost človeku, ne da, Yes. da si živ, Tako. odprt, do česarkoli pride. Tako. Lažje se prilagajaš, lažje sprejemaš, nisi histeričen, nisi nevrotičen, se čuti. In res, to lahko dajo potovanja. Ne pa mus, tudi hodijo po svetu, pa cel življenje nič ne vidijo. Ne? Ni samo, da ti potuješ, pomeni tudi kako, z odprtim srcem, da pravzaprav se odpreš in bo res prav o tej spletanju drugačnosti. Ne pa si ti kot en trd oreh in drugačen trd oreh in se strkata in ti iz nekega svojega pogleda gledaš pa že kakšni so tile, ampak da se odpreš in vprašaš, zakaj pa so tile tukaj in oni živijo najbolj prav za njih. No, točno. In to je pa že ena taka, se mi zdi, ena velika priložnost tudi za domače življenje, ko prideš tam domov in si ti ponižen in hvaležen, odprt in se ne sekiraš, veš, kaj imaš. Bistveno za me male podrobnosti, eno širino, eno globino dobiš, eno razumevanje. Tako, hkrati pa tudi drugi brigajo, pri katerih si bil, ne moreš reči. Mene, na primer, Severnokorejci zelo malo brigajo, kako tam nisem bil. Severno Korejo nisem zašel, pa si želim iti, ampak ko gledamo poročila, ostajam ne odziva. Za vse te ljudi, ki sem jih srečal pa v Afriki, mi pa ne bije srce, se je razširilo še za vse te ljudi po begunskih taboriščih na kontinentu, ki je tako bogat. Afrika ima vse, ampak nima pač te sreče, da bi jo predmah pustili. Ni treba pomoči Afriki, vse bojo sami naredili. Sam nekaj bi mogli hoditi tujci tja in govoriti, mi prihajamo v miru, mi smo vam prišli pomagati. V resnici ne prihajajo ropati njihove naravne bogatstva. Zaradi tega smo ženo bojamo največkrat vsako zimo smo dol v Afriki. Ko te poslušam, imam občutek, to je tisto, v bistvu in isto ga občutim pri sebi. To sočutje do celega planeta, in iskanje neke resnice, razumevanje skozi te dežele, v katere smo prihajali in so občutiš, vidiš, da ima njih tako prav, kot imamo mi prav, in mi ti več vseeno. Hkrati pa to sočutje tudi so ljudi tukaj. Zaljubiš se tako v reke, nisi zaljubljen samo v Savo, pa Kokrov, ti vidiš tudi Mississippi, ti vidiš Ganges, ti vidiš Jensen, bolj, kar ljubiš, bolj se ti ljubezen vrača. Jaz imam še to teorijo, da več, kot si se naučil ljubiti ta planet, več površin, več džungel, več gora, več ljudstv, bolj ti to pomaga, da si buden, da si pri sebi, razumeš, da ne zapadeš, da si z levo nogo v stol in da ni rešitve. Jaz mi to s svojimi besedami, moje občutje postavil, tako da v bistvu sem več različnosti kot v tebi, bolj si zaljubljen v življenje samo. Seveda, ker je simfonija, ker je. Povsod vidiš priložnost, vidiš lepoto. In vsake trenutku vidiš priložnost. V problemu vidiš možnost, kako bi, kjer je, ko se zadeneš, kako bi najdel drugo pot. In skozi to širino potem življenje doma totalno drugačno, kot pa nadgrajeno, kot pa, če se stalno soočaš z izzivi, z nekimi drobnakrstvimi in tako dalje. Pravilno, zato da lahko pomagaš. Pomagaš lahko doma,
pomagaš tako doma, ker si prisegel sebe, Točno. tistim, ki se kregajo zaradi žive meje, a pa je pes stopil na njihov vrt, pa se usrol, ne. Veš, da so to malenkost, ne, veš, da so mnogo bolj pomembne druge stvari. Točno to, ne. Da smo v bistvu en živ organizem vsi skupaj, ne, da, ker se bo dogodilo Sudancem zdaj, Ja. ali pa Kongožanom, ali pa Ja. v Kamerunu, lej, to se vsem nam dogaja. In to je tisto, kar daje potovanja. je tako. Seveda, Ko mi zato. potujemo s skupinami, najprej dobimo tam 20 nekih posameznikov, ki se nič ne poznajo. Po parih dneh potovanje iz teh posameznikov ustvari skupino. In kar enkrat pride do enega prepleta Tako. in do sodelovanja. In čeprav se par dni nazaj nismo sploh poznali, je vsak mu mar za drugega. In potem potujemo recimo 15-20 dni v tej skupini Tako da bo. in postanemo sočutni. Več več niste ljubomrzniki, ste sočutni. Ja, in tudi če je kdaj komu kaj motilo, na začetku recimo, ta pa tak, se potem izkaže, wow, lepo, ki je zanimiv. Tako. A veš, imaš vegetarijanca, pa imaš še na mesojedce, ta mesojedec reče, te vegetarijanec, ne. Če 5-6 dan proti njemu, pa ga bom vprašal, zakaj si pa ti postal vegetarijanec, ne? Veš, in to potovanje delajo, ne. In prej domov širši, bolj sproščen, nisi več tako napet, občutiš se bolj vpet v življenje in hkrati postaneš bolj toleranten do okolja, ne. Bolj bunen, ne, bolj prebujen, ne. To pa- Zavedaš bravo. se sveta okrog sebe, ne. To pa povzroča budnost, a ne? Tako je. Ta živost. Tako, no. To je Drnovšek, ne, predsednik Republike Slovenije, ko je zbolel, začutil. No. In zato je mene poslal v Darfur kot svojega posebnega odposlanca Ja. leta 2006 z misijo predstaviti mirovni predlog med sudansko vlado in uporniki v tej najbolj zahodni provinciji Sudanu, Darfur. No. In Drnovšek je šele takrat, ko je zrl smrti v oči, imel je raka na ledvicah, ne. Meni je rekel, da eden mu je požrl ledvico. No, bom rekel, kdo, jaz vem, koga je mislil, no. Ledvico, ker je bil toliko jezen, ker je bil toliko sovražen, Drnovšek je bil, on je sam sebe požrl. Večina teh rakov najbrž se hrani s tem negativnimi čustvovanji. Tega prekličeš, razumeš, ker si toliko grenak si, a ne, da ti celice pobozdravljajo. Tako si jaz razlagam te moderne bolezni, zakaj je toliko raka, no, pa še drugih, psihosomatskih bolezni. No, in Drnovšek je na koncu svojega življenja, cela Slovenija lahko gledala 2006, začel tako govoriti, kot je mi govorila. Ja. On je z Indije poslal enega vrača, ga je poklical gor, naj mu pomaga. Je pač zaupal Onkološkemu inštitutu, ampak hkrati je pa še po celem svetu iskal. Razširijo se. Vidiš, no, zakaj bi natepaval samo repo, pa zele, pa krompir, če pa toliko hran, pa poslušaš toliko muzike, pa toliko filozofij, pa toliko čustev drugih, pa toliko neznanga, razumeš? Mi se ljudje sploh še ne poznamo. Toliko priložnosti, a ne? Več ljudi, ki spoznaš, bolj veš dosti. Pa bolj, ko so raznoliki, bolj te razširajo. Tudi kriminal, res sem bil v mnogih zaporih, ne. Mene je Filbec prinesel v take čudne situacije. Takrat v Darfurju sem bil obsojen na 2 let, ker so smatrali, da sem sudanska vlada, ne, vohun in da lažno poročam, ne, in v bistvu me je takrat pa Drnovšek rešil, ne, ven z tega ven, ker sta se z Beširjem poznala, ker sta oba dva študirala v Maribor, ne, na ekonomski fakulteti, ker sem bil tudi jaz. Mene so te vezi Sudancov pa Jugoslovanov takrat rešile, če bil jaz Amerikanca, pa Angleža, pa Francoz, vprašanje, kaj bi z mano takrat naredili, no. Za strah vsem drugim. Še danes ni nobenih poročil iz Darfurja. Nobeden ne poroča iz Darfurja, zato ker tisti Drnovškov predlog ni bil sprejet, ne. Tujci veliki, močni, ne, ki hočejo raztrgati Sudan. Nekaj povem, v Sudanu se 17 držav bori za prevlado, za nadzor teh bogastev. Ti so Drnovška usmešili. Kondoliza Rice mu je napisala pisem, takrat je bila državna sekretarka ameriška. Kva se pa vi greste tam v tisti Sloveniji, ne? Malo pogledajte, kje ste pa kdo ste. To s Kitajci v Afriki mi urejamo.
Ja. To je dobro videti, ta podatek. Ne? In Drnovška so tudi doma usmešili, kaj se gre to iz roke bolan, ne bo umrl. Ne, Drnovšku se je na koncu razsvetlil, je pa res, da je bil tudi pripotovan. Ne? On je bil vodja, nevoščenek svoj čas. Ja. In on se ni več bal ne črncev, ne arabcev, ne kitajcev, ne nič. Ne. Mislim, da je odprt do vse te drugačnosti. To je potrebno. Mi tle, tudi v tem mehnem koščku raja, v Evropi, v Sloveniji, pod Alpami. Zdaj, če bomo se pustili prestrašiti od sveta, če bomo za vse ukrivili druge, to so teroristi, to so Rusi, to so. A veš, kaj se bo nam zgodilo? Mi bomo zgubili vse, kar imamo. Kot se dogaja v Sudanu že zdaj. V Sudanu sem spremljal, kako je prišlo do te najhujše vojne. Osebno sem bil angažiran, sem še angažiran. In točno vidim, da so jih raztrgali tujci, tako da so jih razdelili, prestrašili drugega med sabo in po tej taktiki ubij sužnja s sužnjem se zdaj sami med sabo pobijajo. Niso tako neumen, da ne bi sposoben živeti v miru. Če ne bi bilo tujih manipulatorjev. No. In zato, izkušnje tvoje, pa naše, mi, ki gremo okrog po svetu, moramo tle doma povedati, da se bojo spet med sabo sovražili, da bojo sočutni do uma drugega, da ne bojo rekli, da so vse krivi levi ali pa desni na teh volitvah. Ja, tukaj si zdaj nagovoril, jaz sem tudi omenil si besedo strah. Jaz sem ugotovil, da ko sem jaz preden sem začel potovati, pač prestrašen. Kot smo zdaj prestrašeni tukaj. Tako izgubiš strah. Potem pa izgubiš strah. Ja. In potem prideš domov živeti z manj strahu. Je tako. Vse popotovanje ti vzame nek strah. Absolutno. Manj ko je pa strahu, več je pa življenja. Je tako. Tako. Več ljubezni. Več ljubezni, bravo. V iskanju ljubezni. Definitivno. Tistega, kar se bojiš, težko ljubiš. Težko ljubiš. No. Tudi s teroristi, z vsemi temi arabskimi, muslimanskimi teroristi, imam jaz kar dobre odnose. Veš, nisem nikjer mene pa nobenega srečal. učirajo zmeraj, veš, ti pa bil, pa vse ste vi krivi, pa to ste vi zakuhali, vse pa to. Ampak se pa malo pogovarjamo, jaz take travme odkrivam. Jaz tudi pri Izraelitih zdaj, ki pobijajo muslimane, Palestince tam, jaz čutim take zgodovinske travme, ker so posod bili spodeni. Spodeni so jih, ker so bili ali bolj sposoben, ali pa... Ampak za vsem tem, tudi za tem vojnam in tako dalje, v bistvu je nek strah, Ja. In tudi v konflikti doma je nek strah, je tako. Psi se grizejo od strahu, ampak lahko pa psi tudi živijo, če so sprijeti, veš... Pa če ni strahu. Tam Kaukaz, Armenija, pa Georgija, pa tam vsem dajejo za jesti, psi so posod, a veš, upokojeni psi hodijo okrog, ležijo, pa meditirajo tam po ulicah, pa vidiš ljudi, je nočjo hrano. Upokojenci hotrajo vsak dan, ker tudi pes je človek, pa v Tibetu, recimo, v Ladaku, a veš, vsi po noč imajo cele orgije, v Lehu, recimo, to smo videli letos, koliko je pasjega življenja po noč. In ljudje živijo z njimi skupaj in tle pa nas bi že davne konegence podpeljali. V bistvu je mene ful presenetilo takrat v teh mnogih deželah, zdaj ne več, ker sem že noter, kako ti ljudje, pač vsi v tej drugačnosti, če rečemo, sobivajo z naravo. Tudi z živalmi, ne samo s psi, tudi z rastlinami. Recimo, kaj sem navalil, podre drevo, v postavi eno malo hišico, daruje tistemu božanstvu in potem ga podre z enim dostojanstvom, z enim spoštovanjem. Maori na Novi Zelandiji imajo 3 dni prej obredov, da dobijo odgovor od gozda, da lahko in kauari drevo podrejo. To je mene 3 dni, pogled, tle požagamo, tle pobijemo krave, na svinjski način vozimo prešiče. To je mene tako presenetilo, ker mi tukaj nimamo, a veš, so doma, tepe normalno, da se učimo se od teh kultur, ki imajo spoštovanje do živali. Mi smo dobili skozi to židovsko, krščansko tradicijo eno predstavo, da smo mi gospodarji vsega, kar leta, plava, pa hodi po zemlji. To absolutno ni res. Mi sobivamo. A veš, da jaz tudi doma, ko imam, v vsakem drevesu razmišljam, pa pravijo, to bo treba vendati, tukaj lahko neke korenine, neke temelje razrušiti. A veš, pa mi dajo tam neke strahove. In jaz si mislim,
To je živo bitje. Dejansko se je name nastavilo in se dobro počutim ob tem. Pred kmerom enako boš videl na turistični štiri, imam tako džunglo, vsi sosedje pravijo, poseke borovc bo padel na ulico, zmačkal en avto. Ne, v Belgiji vidiš lahko, da stare drevesa pstijo, tudi če je tvegan, malo tveganja je. Jaz imam rastline, čisto vsako, tudi plevel, rajš ne, mislim, živi tista rastlinca tam. A veš, da je to name vpliva, da sem manj traumatiziran. Če jaz pstim tem rastlinam, ki so za sosedje moteče, sploh pa regrat, ker regrat lučke raznašajo semena, pa mojo pa posod regrat, oni pa raki imeli čist poštrihano travco, a veš, ne tako mehno, pa še enkrat in profesor je še na roke štrihov, da je bila bolj zelena. Mene tudi, veš, prav to občutenje živali in rastlin, medena in pa spoštovanje, in ko jih gledam, ko jih vidim, ne samo da gledam, me dela bogatejšega, bolj sproščenega, dela me bolj vključenega, v to okolje, v katerem sem. Zato se manj bojiš, razumem, umreti in živeti, ker se ti nič drugega ne bo zgodilo, ker pa vsemu, kar da leži. To je meni rešval, ki sem bil iskren. To zjutraj sem prišel in sem čutil, da bom pa tukaj zaprt do smrti, Ob 7 sem šel raufati okrog ograje, iskal spodaj. Tež, da sem se zdihal, da sem se malo sprostil, da sem potem lahko sedel. Pa me je enkrat zalilo po parah tednah kot pripravnik. Čakaj pa, meni se ne bo nič hujšega zgodilo, ker povsem tam okrog sebe. In tako sem se svoje pomiril, da sem lahko sedel. Sem drugače težko prvi, če je zunaj lep sončen vzhod, ti pa motofabrik tam v pisarni. Različno, meni to pomaga. Nič drugega se mi ne bo zgodilo, hujšega in slabšega, ker pa vsem 8 milijardam pa več ljudi deli na zemlji. In s tem se jaz čutim, da so vsi problemi človeštva, tudi moji problemi, veš. To je to. Jaz moram poročati, zato zdaj je žena pripravila dokumentaren film, ki bo imel tehnični naslov, je prav Pismo Evropi, in bo poročala o tem, kako se ljubijo v tem ljudstvu kavnjarov v Evropskih gorah. Ljubezen jih je rešila, da niso scagali, ko so jih lovci lovili na sužnje, pa poj naprej vsi drugi so pa šli. Otomanski Turki, pa Britanci, pa zdaj Arabci. Ljubezen, žena je vedela, kaj je njena osnovna misija na zemlji. Mož je tudi vedel. To so se vse zmenili na teh rokoborbah. Moški mora imeti neko malo odgovornost, mora skrbeti za družino, žena mora podpirati, moški je kočija, žena pa kočija. Take predstave. In zaradi tega jaz mislim, da Evropa zdaj sama ne more preživeti. Evropa mora upoštevati znanja drugih kultur, pa jih čisto trezno, razumsko proučevati, ne pa sebe zapreti za bunker, mi ne rabimo benga, mi smo dolj zaprli, imamo da je svojo vojsko imeli, smo stebali z vsem, ki nas bojo ogrožali. Evropa, teh 500 let kolonizacije sveta, ni samo ropala pa kradla, pa dam prinašala v muzeje. Ona se je tudi učila in zato imamo toliko artefaktov in tudi toliko znanja, ne samo jezikov drugih, ampak tudi filozofij, percepcij. In Evropa bo obstala, če bo upoštevala, pa se je naučila. In bo drugim pomagala, da ne bojo naših napak delali. Jaz to tako gledam, Evropa mora pomagati, ta humanizem se je razvil pri nas, to je največ, kar smo mi rodili. Se stopiti iz te eksplozivnosti, ne da bi se spremenila, ampak da bi se nadgradila pravzaprav. Kot se moraš posameznik nadgraditi, se mora Evropa nadgraditi. Kot celota. Ne da se spet stepe med sabo, ne da samo joka nad svojo zgodovino pa obupava, da ni sposobna več ljubezni, ampak v drugih se dele naučiti ljubezni, ki jo imajo več, to je moja izkušnja. Afrika ima več ljubezni, kot pa Evropa. Evropa je zelo tehnološko preobremenjena in sploh ni časa več za ljubezen, Jaz tukaj vidim tudi en tak smisel teh potovanj, ki jih imam, pa tudi mojih sopotnikov, ki potujemo v te konce, da pravzaprav spoznamo ta njihov način mišljenja, življenja, da vsaj en čas zaživimo v teh naših, mi pravimo, avanturistična ali pa taka potovanja, ki grejo res izven turističnih krajev, da začutimo, kako oni res tam živijo.
da dobijo en delček te drugačnosti, da jih razširi, da pridejo domov, da potem lahko skupaj boljše živimo, da je to učinko. Ne zato, da smo tam prišli, pa bomo spet isti, ampak da smo nadgrajeni. Samo za to gledali. Samo bistvo, kako sebe zdaj vse gor potegniti. Kako sebe nadgraditi. No. In nadgrajuješ se lahko, če nove aplikacije drugod posodobljaš. Tako. Je to čisto znanstveno, lahko rečemo, da to je mogoče, ker tudi vsem, kjer zdaj smo prišli skozi evolucijo. Smo delali mršne napake, ampak če smo se bili pripravljeni še naprej učiti, smo napredovali. Ne? Evropa je nek 13-14 stoletje spoznala, da religija nima vseh odgovorov, in takrat so spoznali, da je treba iti po svet, pa se učiti, ne? In so šli in so se naučili. In 400-500 let smo mi dali vladali svetu zato, ker smo vedeli, da še vsega ne znamo. Zato je največja nevarnost, da se mi dol zapremo, pa rečemo, vse smo se že vse naučili in smo že tudi že vse naredili. To bo naš pokop. Evropa mora zdaj nadaljevati tradicijo razsvetljenstva. Ne? In zdaj je tudi velika nevarnost, da vsak posameznik v tej Evropi doma ima občutek, da vse ve, da je na vrhu, da je inkluziven. Oholost. In to ima Cerkev prav. Največji greh je napuh. Ja, in oholost. In potem je konec razvoja. Ne? Tako je, konec. Ti boš sam s sabo masturbiral, se boš bal ženske, ker ženska je tvegana, bohet kašna. Vsega se boš bal, ker lahko načne tvojo ekskluzivnost. Ne se bati ljubezni. Zato tudi potovanja so lahko v teh krajih drugačne, so lahko ena taka dobra priložnost, da se razbremeniš tega. Ne? Seveda. Iskanje ljubezni. Zame je pač najbolj pomembno, da idealistično in entuzijastično iščem ljubezen. Tudi smrt ne bo težka, veš. Bravo. In s tem bi jaz danes tudi današnji pogovor malo pripeljal proti koncu. Namreč iskanje ljubezni, ne, če ga povzamem po tem, kar si mi zdaj povedal, Tomo, je najprej sestavljeno iz nekega iskanja, ne, potem iz nekega konflikta in prebijanja svojih lastnih, kar si doživljal ti na poti in Pakistan in to srečevanje z drugačnostjo, ko se odbijaš, ne? Potem, ko se pa tukaj prebijaš, ne? Začneš pa vstopati in se širiti. In takrat, pravzaprav, to je pa tisto. Prostiš se, objameš srcem, to je indijanski pregovor. Kaj je največje v vesolju? Največje je človeško srce, zato ker lahko celo vesolje objame. Tudi neskončnost pa večnost. In ko ti vstopiš v to polje ljubezni, potem pravzaprav sva oba na istem, ga želi samo še širiti in raziskovati. In potem je to bolj pomembnejše od tega, kaj ješ, kako spiš, kje si, kaj se s tabo dogaja. Tako je. Ali imate. Hvala, Tomo. Hvala za priložnost izraziti se. Hvala Tomu tebi, ki si podaril. Mene je najbolj zanimivo, ko s Tomotem sem se danes prvič videla. Ampak imam občutek, kot da sva, kot je Tomo rekel, po različnih poteh prišla do istih spoznanj. Zaradi podobnih izkušenj. Ja, podobne izkušnje. Vsak po svoje. Zdaj sva se tukaj dobila in se pogovarjala, kot da bi celo življenje pravzaprav sobivala. Saj sobivamo, sam včasih ne vemo. Ja. In s tem zdaj bom dal tako moje sporočilo tega pogovora. Glejte, potovanja v značilno, v drugačnost so velika življenjska priložnost. So hkrati tudi izziv. Ampak se splača sprejeti izziv, iti čez tiste tresenje na poti in vstopiti v polje, ki ga Toma imenuje ljubezni, oziroma drugačnosti, se z njo poistovetiti in pol se zaživeti s to, jo sprejeti in potem priti domov in to uporabiti in koristno v domačem življenju, v bistvu kot nadgradnja. In to ne ostane tam. Ker ti se vrneš domov in to lahko pomeni, jaz temu rečem, bogatejša ali pa večja kvaliteta življenja ali pa več ljubezni do življenja. In to bo jaz vidim, da si ti najboljša reklama za to. Vega, živ, poln energije,
poln tega veselja do življenja, nasmejan, aktiven, Takrat sem najbolj svoboden, ker se takole počutim, da ne po pogovoru s tabo. svoboden, Ja. poln ljubezni. Tako. Svoboda pa ljubezen, to je eno in isto. Hvala ti, Tomo, za ta pogovor. Srečno, smo Tudi potniki. tebi. Srečno so potniki. Srečno so potniki, Sopotniki smo, ne? se še kdaj srečamo tukaj, velja? Velja. Ok, hvala. Hvala vam in vesel sem, da ste bili z nami.